Greta. Greta Thunberg žal za vse nas ponovno postaja viralna, ko skuša svetu dokazati, da so priseljenci res najboljša stvar. In vendar, žal smo odkrili nekakšen posnetek, na katerem je v družbi teh istih ljudi zelo, zelo neprijetno. Mislim, presenečenje. Majhna bela deklica ni ravno varna v rokah ljudi, za katere trdi, da jih ima tako rada. A pravzaprav ni varna niti Švedska. Poglejmo, kaj se dogaja. Boh. V redu, torej, to se je zgodilo na Švedskem. Lani Na Švedskem je bila 16-letna deklica na poti domov iz službe, ko je bila, vendar pa storilec, priznani begunec, ni bil izgnan. Ker kaznivo dejanje ni bilo dovolj resno, da bi doseglo visoki prag določen z begunsko konvencijo. Njen primer je mnoge globoko ganil. In dejstvo, da kriminalci niso izgnani, je izdaja vseh žrtev kaznivih dejanj. Kot švedski minister za migracije in kot oče dveh hčera ne morem braniti sistemov, ki postavljajo pravice kriminalcev pred pravice žrtev in migrantov, ki spoštujejo zakone. Mislim, da je to precej samoumevno. Se ti ne zdi? Iskreno, vsakič me znova preseneti, da to ni zdrava pamet. torej niso deportirali dobesednega posiljevalca. In tako ta punca. Ne, spet. Podoba, ki jo imajo ljudje v Švedski kot o napredni državi, ki jo vodijo solidarnost in humanitarne vrednote, je že dolgo zastarela. Hvala Bogu. In nujno moramo spregovoriti o nekaterih stvarih, ki se tukaj dogajajo in ustvariti čim večji pritisk. Na Švedskem ljudi, ki so sem prišli kot otroci, zdaj vse pogosteje deportirajo brez njihovih družin v države, s katerimi nimajo nobene povezave in ki zanje niso varne. Mislim, da je rešitev v tem, da jih deportiramo skupaj z družino. Mislim, da je to dober argument, ki jo izpostavlja. Logično bi bilo, da družino pošljemo z njimi. In te mladi ljudje? Ja, res je. Zakaj ne bi poslali norih ljudi skupaj, vse naenkrat? Adijo, namesto da pošiljamo na ključne posameznike. Tudi to bi delovalo. Ljudje niso naredili nič narobe. Sprašujem se, ali so dekleta, ki so bila posiljena, naredila kaj narobe. To je vprašanje. In to je v luči tega, da Švedska postaja vse bolj sovražna in rasistična, tako kot toliko drugih delov sveta. In švedska vlada zdaj celo pogaja s Talibanom, da bi olajšala deportacije. Super, torej jih bodo sprejeli. Odlično. Ja, v redu. In te! Mislim, v redu, kaj želiš povedati? Problem je, da Švedska pogaja s Talibanom. Kaj pa, da je problem, da Švedska sprejema Talibane? Če menimo, da so Talibani nevarni za našo družbo zaradi tega, kar počnejo ljudem, potem morda ljudje, ki imajo enaka prepričanja kot Talibani, ne bi smeli prihajati v družbo, ki jo zagovarjaš, Greta. Mislim, lahko me imenuješ genij. Vem, da jim da je to veliko. Mimogrede, dobrodošla v oddaji Odpor. Sem Meira K., tvoja voditeljica. Ne pozabi pritisniti na gumb za naročnino. Nečloveške deportacije najstnikov so v Švedski povzročile veliko jeze, v nasprotju s človeškimi repi. Pravica do iskanja azila je osnovna človekova pravica in je ni mogoče kratiti. Seveda lahko, samo znebiš se je. Kaj misliš s tem? Lahko jo preprosto izklopiš. Kdo je odločil, da je ni mogoče kratiti? To je neposredna posledica strožjih migracijskih politik in sovražnega diskurza. Imigranti se že dolgo borijo proti temu in opozarjajo na razvoj, kjer smo normalizirali popolno dehumanizacijo. Mislim, spet, tukaj ona govori popolne neumnosti o tem, kako dehumaniziramo. Zelo preprosta matematika. Dajte prednost ljudem v svoji družbi pred drugimi, da bodo vaši ljudje lahko ostali varni. Ko so vaša dekleta posiljena, je to večji problem kot skrb za moške, ki prihajajo, da bi posiljevali. Zelo enostavno, zelo preprosto. Ampak še enkrat opomnik, čez trenutek si bomo ogledali videoposnetek Grete v družbi teh istih moških, za katere trdi, da jih brani. In videli boste, kako medtem ko tukaj širi to grozno neumnost, ki vpliva in škoduje drugim dekletom njene starosti v njeni skupnosti in državi, ne dojema, da bi to lahko dejansko škodovalo tudi njej. Ne moreš izbirati, katere človekove pravice boš spoštoval in upošteval. Seveda lahko. Kaj misliš s tem? Zakaj? Poglej, to je stvar. Ti ljudje imajo vsa ta namišljena pravila. Ni pravil, ki bi govorila, da moraš karkoli narediti. Zakaj se ne moreš preprosto odločiti, da tokrat pač ne bomo naredili tega? Včasih krivice ne smemo ostati tiho. Mimogrede, spomnim se, da sem bil kritiziran že zato, ker sem sploh gledal ta posnetek. Poglejte to. Policija odide in ko se pripravljamo na odhod, pridejo mladi moški z zakritimi obrazi in napadejo. Snemajo! Gremo vse svoj pijante, zemo! Gremo! Daj, gremo! Ne dotikaj se.
Poskušamo vam pomagati. Želimo, da izgledate dobro. Ni vam treba škodovati nam. Ni potrebe, da ste neprijazni, ni potrebe, da ste. Ni potrebe, da ste neprijazni. Kako patetično, resnično patetično. Imaš te ljudi, ki te napadajo, prihajajo nad te, ti pa rečeš, ni potrebe, da ste neprijazni, prosim, ne bodite neprijazni do mene. Ampak to je prav ta smešna miselnost, ki jo imajo ti ljudje. In mislijo, da lahko to vedno počnejo brez posledic. Iskreno, jaz sem že malo naveličena in utrujena od tega. Ampak, kot sem rekla, gledali bomo malo Greto in kako se počuti med temi ljudmi. Mislim, poglejte njen obraz, prav? Samo poglejte njen obraz v tem videu. Še triks, več triks. Ne vem, kako je s tabo. Naj se sramuje Eva Bush. To dekle, na katero smo ponosni, je prava junakinja. In predsedniku vlade pravimo, to je švedska junakinja, ne ti, Kristersson. To je nekdo, ki mi izgleda izjemno nelagodno. In si presenečena, da se je dotika? Ne, seveda ne. Zakaj bi bil? Poglej, Glej! njen obraz. Spet to je obraz nekoga, ki tam zunaj širi te nore propagandne ideale. Prav, noro. Na to je vedno lahko misliti, ko si tam zunaj in si misliš, naj naredim nekaj, kar mi bo prineslo veliko pozornosti. Videti je nekoliko drugače, ko se moraš s tem dejansko soočiti doma. Zdaj nimam nobenega sočutja do Grete. Mislim, da je ena najbolj nevarnih in ogabnih bitij, ki hodijo po planetu Zemlja in je naredila ogromno škode s tem, da je normalizirala nekaj, kar škoduje mladim dekletom povsod, v imenu aktivizma. Nimam nobenega sočutja. Resnično nimam popolnoma nobene potrebe, da bi bila varna ali zaščitena. Želim, da razume nevarnosti tega, kar počne. Seveda nočem, da bi ji kdo škodoval, ampak želim, da razume, da to ni smešno. In če se ob moških, ki se te dotikajo, pri večjih moških iz drugih držav, ne počutiš varno, potem se morda tudi druga dekleta, za katera trdiš, da jih braniš, ne počutijo varno. Zdi se, da iz nekega razloga tega ne more razumeti in še vedno tam zunaj širi to vrstno ideologijo. Pokaži mi, kako ti ljudje izgledajo. Pokaži mi, kako izgleda moč. Pokaži mi, kako izgleda demokracija. Pokaži mi, kako izgleda demokracija. Tako izgleda demokracija. Možnost, da kričiš na ulici in počneš, kar ti pade na pamet. Tudi če širiš nevarne ideologije. In spet ne pozabite, to so ljudje, za katere se ona zavzema. 30. aprila je najvišje sodišče na Nizozemskem odločilo, da je nizozemski zunanji minister dolžan evakuirati 48 oseb, ki so obtičale v Gazi. Vsem je bilo odobreno dovoljenje za prebivanje na Nizozemskem, večina pa jih je študentov, ki so bili sprejeti na nizozemske univerze. Kljub temu, da ta sodba jasno določa obveznost ministra, nizozemska vlada ni sprejela nobenih pomembnih ukrepov, da bi tem ljudem pomagala zapustiti Gazo. Tu jih je pustilo v negotovosti že 6 mesecev. Ministrstvo za zunanje zadeve zlorablja zakon, saj vsakega imetnika vizuma sili v ločen pravni postopek, čeprav je najvišje sodišče v državi v enakih primerih in večkrat odločilo, da mora minister izvesti evakuacijo. V redu, poslušajmo tole. Torej, ona želi, da se ljudem, ki so bili odgovorni za pokol drugih ljudi, na silo dovoli vstop v njeno državo, ker je tako odločilo Vrhovno sodišče. Samo opomnik za vse, ki vedo karkoli o pravnih zadevah. Tako to ne deluje. Dejstvo, da sodišče sprejme odločitev, še ne pomeni, da se naslednji dan nekaj lahko uresniči. Tistih 48 posameznikov bi lahko bilo izjemno nevarnih za državo. Ampak, kot vedno, Greta za to sploh ne skrbi. Ne spomni se dejstva, da se počuti nelagodno, ko stoji na odru s temi ljudmi. Ne. Ona samo širi to smešno ideologijo. Ne skrbijo za mlajša dekleta, ki so posiljena v njeni skupnosti. Ne skrbijo, kaj se dogaja z njeno družbo. Samo tam je in govori: vi ste grozna vlada, nimate človečnosti. In povem naravnost, povem jasno, če ne moraš skrbeti za svojo družino, za svoje ljudi, za svoje sestre, bolj kot za druge grozne moške, potem si ti tista, ki manjka človečnosti. Preprosto, lahko in jasno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.